vabim k besedi dr. Tomaža Boha, generalnega direktorja Direktorata za znanost pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ker ima dr. Boh dolgoletne izkušnje na področju raziskovalne in razvojne politike, nam bo spregovoril o pogledih pristojnega ministrstva na vrednotenje raziskovalne dejavnosti. Dr. Boh, prosim. Hvala lepa, spoštovani udeleženci, spoštovani gledalci, poslušalci, skratka, spoštovani spremljevalci današnjega dogodka po novih medijih, prilagojenega novi družbeni realnosti. Dovolite, da vam v imenu našega ministrstva in seveda Direktorata za znanost pravzaprav se zahvalim za današnjo priložnost, za današnjo možnost razprave in pa pogovora seveda na temo vrednotenja znanosti. Brez dvoma naše ministrstvo je samo ena izmed institucij, samo eden izmed kamenčkov v mozaiku, ki ustvarja ali bolje rečeno soustvarja sistem in pogled na znanost, na vrednotenje znanosti v današnjem svetu. Pravzaprav se moram res v začetku zahvaliti organizatorjem, da ste odprli to tematiko, da ste organizirali današnjo debato, ki mislim, da je vsakič izjemnega pomena. Čeprav se nam morda na prvi pogled zdi, da je bilo o vrednotenju znanosti že vse povedano, da je bilo to povedano že večkrat in da ni povedati kaj bistveno novega, se seveda s tem ne moramo strinjati, preprosto zaradi tega, ker je tako kot vse v družbi, oziroma predvsem vse na področju znanosti, tudi njeno vrednotenje in razumevanje v družbi proces, ki se skozi čas spreminja in kateremu se moramo brez dvoma prilagajati tudi v vseh institucijah oziroma v vseh družbenih podsistemih, ki imajo opraviti z znanostjo in ki se z njo srečujejo. Ne bom šel preveč v detajle, kar se tiče konkretnih postopkov vrednotenja znanosti, ker bo, kot razumem, o tem govoril novi direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost, profesor dr. Robert Refnik, pa vendar mislim, da je pomembno, da z vidika naše institucije, ki na nek način ustvarjamo krovni okvir, povemo nekaj ključnih reči, kako mi danes in kako vidimo v prihodnje znanost oziroma predvsem, kako vidimo njeno vrednotenje. Brez dvoma lahko rečemo, da je vrednotenje znanosti zaradi večjih razlogov in večplastno eden izmed ključnih dejavnikov izvajanja raziskovalne oziroma znanstvene dejavnosti. Na eni strani lahko rečemo, da govorimo o vrednotenju oziroma prepoznavanju znanstvene odličnosti, na drugem mestu oziroma na drugi strani vrednotenje znanosti in predvsem njenih učinkov v širši javnosti. Če mi morda dovolite, bi se samo na začetku referiral na enega izjemno pomembnih in meni zelo zanimivih citatov, ki je nastal skoraj v tem času, v začetku izvajanja programa Obzorje 2020, kjer je eden izmed predstavnikov Evropske komisije na velikem dogodku, ki se ga morda kdo od vas tudi spomni v Monsu, povedal zelo plastično in zelo dobro, da vrednotenje znanosti je tako kot pri vrednotenju lepote. Ne moremo je meriti, lahko pa je prepoznamo. In zdaj dejstvo, na kakšen način to prepoznamo, je pa pravzaprav tako, kot sem povedal že v začetku, vprašanje sistema in pa predvsem družbenega konsenza znotraj javnosti, znanstvene javnosti in tudi širše javnosti v določenem trenutku. Zdaj, ko sem pogledal vaš program današnji, sem videl, da je pravzaprav prvo današnje jutranje predavanje bilo, oziroma ne čisto prvo, ampak eno izmed prvih, bilo namenjeno v bistvu vrednotenju raziskovalnega dela z vidika odprte znanosti.
To je ena izmed smeri, za katero se tudi naše ministrstvo, za katero tudi za naše ministrstvo lahko rečemo, da je eden izmed, če temu rečemo, leitmotivov v zadnjem obdobju. Kajti jasno se zavedamo, da je pravzaprav tisto, kar je bilo standard morda pred desetletji za odlično znanost, danes pravzaprav preseženo in gre v druge smeri. Torej, stran od bibliometrike, stran od Hirschovih indeksov in citiranosti na takšen in drugačen način, ampak da je ključno pravzaprav vrednotenje znanosti z vidika njenih učinkov. In ravno to je nekaj, s čimer se odprta znanost v bistvu sooča, in glede na to, da smo na začetku poti, je to nekaj, kar nimamo pravzaprav še popolnoma jasnih kriterijev oziroma popolnoma jasnih metod, kako vrednotiti, vemo pa, katere stvari so pomembne in v bistvu v širokem konsenzu oziroma v širokem dialogu na evropski ravni, z raziskovalno sfero v Sloveniji in ne nazadnje tudi znotraj v ožjem delu poskušamo in bomo tudi v prihodnje poskušali pravzaprav vse principe odprte znanosti upoštevati in tudi vpeljati v vrednotenje raziskovalnega dela oziroma vrednotenje raziskovanja. Zdaj, na tej točki moram reči, da izjemno dobro sodelujemo tudi z kar nekaj znanimi obrazi oziroma domačimi obrazi, ki jih vidimo tudi na današnji razpravi, kar pomeni predvsem to, da imamo pač zelo kompetenten krog za razpravo in da bomo v tem kontekstu v nadaljevanju zagotovo prišli do tega, kar si na področju odprte znanosti in pa vrednotenje znanosti v tem kontekstu želimo. Drugi poudarek, ki bi ga želel v tem kontekstu seveda dati, je, da drugačen način razumevanja in drugačen način vrednotenja znanosti nekoliko spreminja tudi vlogo posameznih akterjev znotraj celotnega oziroma samega sistema. Če bi v tradicionalnem sistemu merjenja citatov in odmevnosti lahko rekli, da imamo enoten, centraliziran sistem, ki pove, kaj je dobro in kaj ni dobro oziroma kaj je manj dobro, imamo v tej novi realnosti predvsem večjo težo in večji pomen prenešen na posamezne institucije. Skratka, avtonomnost institucij pri vrednotenju tega, kaj je na določenem področju dobro in kaj je tisto, kar je vredno oziroma pomembno podpirati tudi naprej. V tem kontekstu moram povedati, da so tudi naše aktivnosti, ki jih peljemo v pripravi strateških dokumentov, predvsem v tem kontekstu bi želel izpostaviti strategijo in pa potem iz tistega, kar bo sledilo ven akcijski načrt za področje odprte znanosti, pravzaprav premik v to smer. Premik, kjer želimo opolnomočiti institucije, da bodo lahko same oziroma avtonomno vrednotile svoje znanstvene dosežke. Na drugi strani seveda je pomemben premik, ki ga vidimo tudi v tem, da v prihajajoči oziroma v pripravljajoči se zakonodaji za področja znanstveno-raziskovalne dejavnosti močno poudarjamo ravno to, avtonomnost institucij. Avtonomnost institucij seveda mora temeljiti na njihovi odgovornosti. In za razliko od sedanjega sistema si želimo oziroma je v pripravi zakonodaja, ki bo raziskovalnim institucijam omogočila tako imenovano stabilno financiranje. Stabilno financiranje, znotraj katerega bodo na podlagi notranjega vrednotenja pravzaprav institucije avtonomno v veliki meri lahko razporejala svoje sredstva. Komu več, komu manj, na kakšen način in na ta način pravzaprav tudi marsikatera
kako naj temu rečemo, marsikatera težava, ki je trenutno prisotna pri vrednotenju, pravzaprav odpade. Ali so vede, ali so področja, podpodročja, kakorkoli že, med seboj primerljiva. Vsi vemo, da niso. Preprosto zaradi tega, ker ima vsako izmed njih neke svoje zakonitosti, neke svoje pravzaprav točke, kjer lahko rečejo, te točke so pomembne za to vrsto znanosti, za to vedo oziroma za to znanstveno udejstvovanje in pravzaprav iz tega sledi, da ni bolj ali manj pomembnih, ampak da samo vsako izmed področij se pač gleda in ga je potrebno razumeti na njemu lasten način, kar pa brez dvoma v največji meri lahko naredijo in morajo narediti tudi institucije. Zdaj, vse, kar sem do zdaj povedal, nekako sledi temu, kar so pravzaprav trendi in kar so tiste najbolj pomembne stvari dogajanja v mednarodnem prostoru. Brez dvoma vrednotenje znanosti nikdar ne nastopa in ne more nastopati zgolj v nekem nacionalnem kontekstu. Ker tudi znanost sama po sebi ni nacionalna, ampak je vpeta v širši prostor. In v tem kontekstu še enkrat moram poudariti in se zahvaliti za vso delo, ki ga delate kolegi in kolegi na raziskovalnih institucijah, na univerzah, na inštitutih in ne nazadnje moram pohvaliti tudi dobro sodelovanje naših kolegov na ministrstvu, ki se zelo trudijo v zadnjih letih pravzaprav približati oziroma biti v koraku s tem, kar so najbolj sodobni in najbolj aktualni trendi na EU ravni. Skratka, naše sodelovanje z raziskovalno sfero. Tako da, na kratko, če strnem ob koncu, ključna usmeritev, ki jo želimo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na našem direktoratu zasledovati, je pomen raziskav in vrednotenje njihovega pomena skozi širšo prizmo, vpliva na družbeno realnost, na družbo, na življenje vsakega posameznika, na drugi strani odgovorne metrike, kot jim rečemo pogosto v razpravah, ki se jih udeležujemo, skratka odgovorna uporaba metrik, ki jasno kaže, kaj je pomembno v znanosti, da ni samo enega načina vrednotenja, ravno tako, kot je bilo danes zjutraj, kot razumem, tudi govora o tem, da nimamo zgolj ene kariere raziskovalcev, da imamo celo paleto različnih udejstvovanj, ki jih te metrike morajo odražati. In ne nazadnje pod črto še enkrat avtonomnost raziskovalnih organizacij, avtonomnost vas raziskovalcev, da medsebojno merite, da medsebojno pravzaprav vrednotite delo in da to vrednotenje ni namenjeno zgolj oziroma predvsem ni namenjeno odmerjanju denarja, ampak izboljšanju raziskovalnega dela, kar je tudi edini princip in edini način, ki pripomore k temu, da pravzaprav so izkoriščeni vsi potenciali, da ne govorimo o tekmovanju, ampak govorimo o sodelovanju med raziskovalci in da k temu pravzaprav pripomore tudi metrika, ki je temu prilagojena in ki k temu spodbuja. Tako da v tem kontekstu še enkrat hvala lepa za povabilo, da sem lahko povedal pač nekaj besed, kako vidimo vrednotenje znanosti na ministrstvu, kako ga želimo vpeti v vse procese, ki so trenutno v teku. Verjamem pa, da se bo marsikaj odprlo tudi potem v razpravi, ko se bodo v bistvu nekako širši konceptualni vidiki vrednotenja pravzaprav srečali za tistim vsakodnevnim, realnim vrednotenjem in postopki, ki jih imamo na ravni vsakodnevnega vrednotenja in s katerimi se seveda najbolj detaljno srečujejo kolegi z Agencije za raziskovalno dejavnost, kjer pa verjamem, da nam bo direktor povedal več o tem in bomo zaradi tega tudi kar predal besedo. Še enkrat hvala lepa
in se veselim tudi nadaljnje razprave.